Dobar dan vsem. Govorimo zdaj o sili trenja na enem klancu. Zato si prej poglejte video, ki govori na splošno o trenju. Torej, imamo klanec, ki je naklonjen pod kotom alfa. Tukaj imamo eno telo. Na telo deluje njegova teža. Teža je zmeri navpična. Težo pa lahko razstavimo na dve komponenti, s tem, da določimo dve smeri. Je jasno, da bomo zbrali kot smeri eno usporedno podlagi in drugo pravokotno podlagi. Če tako naredimo, iz dveh koncev vektorja potegnemo usporednice in pravokotnice na podlago in dobimo tale pravokotnik. In torej imamo to komponento sile in to komponento sile, rezultanta teh dveh je prav sila teže. To sem klical FD, ker je dinamična komponenta, ker povzroča gibanje telesa dol po klancu, ta pa je normalna komponenta, tista, ki je pravokotna na podlago. To sem tukaj narisal večje. Sedaj, ta velik trikotnik je podoben temu trikotniku. Je ta trikotnik, če mi ga vzamemo, ga zvrnemo tako, je tako moramo gledati smer. Zato je jasno, da ta kot alfa je enak temu kotu tukaj. Ta trikotnik vzamemo in damo sem tako. Kot je prav tisti. In sedaj torej lahko napišemo kotne funkcije od kota alfa. Lahko napišemo sinus alfa in kosinus alfa. Sinus alfa je nasprotna kateta v lomnjo hipotenuza. Nasprotna kateta je ta, ki je na katej, dinamična komponenta. V lomnjo hipotenuza, ki je tukaj teža. Kosinus alfa je priležna kateta v lomnjo hipotenuza. Priležna kateta je Fn. V lomnjeno hipotenuza, ki je tukaj teža. Sedaj mi vemo, da teža je masa krat gravitacijski pospešek. Namesto T bomo dali M krat G. In tudi obe enačbi bomo pomnožili s T. Če mi pomnožimo tukaj s T, tukaj imamo T krat sinus alfa, bomo napisali M G sinus alfa. In tukaj na desni nam ostane samo FD in torej to je dinamična komponenta. Tukaj isto pomnožimo s težo na obe strani. Tukaj teža krat kosinus alfa je masa krat gravitacijski pospešek krat kosinus alfa. In tukaj imamo, če pomnožimo s težo, tukaj teža se uniči, imamo normalno komponento. Sedaj, čemu je enaka sila trenja? Sila trenja je zmeraj koeficient trenja krat sila, ki je pravokotna na podlago. Mu krat Fn. In smo videli, da Fn ima ta izraz, torej tukaj dobimo mu Mg kosinus alfa. Ja. In sedaj se lahko še vprašamo, torej, kolikšna sila globalno vleče telo dol po klancu. Bomo dobili to kot rezultanto, torej, tista sila vleče telo dol po klancu je dinamična komponenta, vendar se ji upira sila trenja. Torej, rezultanta sil v smeri usporedni podlagi je dinamična komponenta minus sila trenja. Ta je rezultanta v tej smeri in to damo v drugi Newtonov zakon. Ta rezultanta je enaka masa krat pospešek. Pospešek, s kateri se giblje dol po klancu. Ja, torej bi se lahko tudi zgodilo, da ni pospeška, da se giblje enakomerno ali pa da miruje. To, da se giblje enakomerno, pa ni pospešek je nič. V tistem primeru to je nič in torej, da Fd minus Ft enak nič, pomeni, da Fd enak Ft. To bi se lahko tudi zgodilo. Ja, torej, sedaj napišemo cel izraz, tukaj Fd damo Mg sinus alfa minus Ft, ki je
mu, m, g, cosinus alfa, in to jednako m krata. In kot vidimo, ker m je v vsakem členu, se ga lahko poenostavi. In torej razumemo, da pospešek katerega drsi po klancu je neodvisen od mase. Ja, tako. Torej, če damo to enačbo in če se giblje enakomerno, pospešek je nič, in torej da fd minus ft je enak nič v tistem primeru. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.